Prisrčno pozdravljene, spoštovane ljubitelice in ljubitelji nogometa. Ponovno smo z vami na tekmah nogometnih, seveda tretje nogometne lige Vzhod. Danes pred nami obračun nogometnega kluba Dobrovce in nogometnega kluba Videm pri Ptuju. Domačini nogometni klub Dobrovce upa na pozitiven rezultat, na kakšno zmago, ki bi jih povzdignila iz dna lestvice, zato se bodo danes vsekakor tukaj v športnem parku Dobrovce potrudili in storili vse, seveda varovanci pod taktirko trenerja Zvonka Breberja, da osvojijo vse 3 točke, iz sredine pa pričenjajo danes v prvem polčasu gostje. Sicer pa danes lahko pogledamo, kdo skrbi za delitev pravice na tem srečanju. Denis Halilović, glavni sodnik, pa s pomočnikoma Veljkom Mijatovićem in Andrejem Boškićem, delegat srečanja pa Marjan Drvarič. Vse je torej nared za prvi sodnika v žvižku v tem obračunu. Gre sicer za obračun 5. kroga 3. slovenske nogometne lige Vzhod. Srečanje se je pravkar pričelo, mi pa lahko teh nekaj vodnih sekund izkoristimo za pregled še preostalih parov, ki se merijo v tem 5. krogu. V Šmarjah pri Jelšah domačini gostijo nogometni klub Dravinja. Tukaj še v ponovljenem posnetku ta prva akcija, kjer so Videmčani uspeli priti do nekakšne polpriložnosti, lahko rečemo, torej Šmarje pri Jelšah Dravinja, pa KTM Slovenska Bistrica, ki gosti nogometni klub Korotan Prevalje. V Zrečah se merita Zreče in Koroška Dravograd, Dobrovce Videm pri Ptuju srečanje, ki ga pravkar spremljamo. Rogaška gosti Šampion in Cirkolane gostijo Podvince. To so torej pari 5. kroga 3. slovenske nogometne lige na vzhodni del. Medtem ko na igrišču v športnem parku Dobrovce zaključek prve minute srečanja, obe moštvi v naslednjih postavah, pri domačih na vratih Tilen Ploj, pa potem Žan Petek, Tilen Štahel, Krešo Blagos, Rok Lubej, kapetan moštva, Nec Grandošek, Aljaš Jager, Patrik Polanc, Jan Krivec, Domen Klanšek in Elvino Podbrežnik. Prva udarna 11-terica, pri gostih pri Vidmu pa na vratih Tibor Banič, pa potem Alen Planšek, Žan Planšek, Jure Gozdnik, Žiga Zdovc, Gregor Cafuta, Sebastian Krajnc, Matic Šlamberger, Matic Frank Ličina, Renato Vrbanič in Luka Mesarič pa je udarna 11-terica pri gostih, torej pri nogometaših Vidma. Zdaj pri žogi 17-tica, Nec Grandošek pri domačih, ki pošilja žogo na desno, tam se dobro bori Domen Klanšek, še pri žogi Klanšek, ali mu bo uspelo s predložkom v sredino, ni šlo. Tukaj le poglejmo nekaj slabše izbijanje gostov, pa potem posredovanje Grandoška, hitra žoga naprej. Dobro se je tukaj boril Klanšek, kljub čvrstemu posredovanju enega izmed nogometašev Vidma. Pa tudi prvi strel iz kota za domače moštvo. Dober predložek tam iz vrat Tibor Banič, vratar gostov. Ostaja 0:0, to bo met iz avta za domače. Izbijajo gostje. Tam je bil Luka Mesarič pozoren v obrambi. Gostje sedaj iz avta. Ponovno žoga daleč naprej, tam uteka z devetico na hrbtu Frank Matic Ličina. Grandošek vrača Tilne Plojo, še enkrat izmenjava domače obrambe z vratarjem. Zdaj poskušajo po desni strani Dobrovčani, a takoj zaustavljeni že na sredini igrišča. Krasna dvojna podaja, zdaj bo Luka Mesarič poskušal s predložkom.
lep predložek to, da nikogar od svojih igralcev tam predaleč je bil, mislim, da 17-tica Renato Vrbanič, ki ni uspel priti do te žoge. Še se borijo nogometaši Vidma, poskus preigravanja ni šlo. Žoga bo sicer ostala v njihovi posesti, teče 5. minuta srečanja. Pred tedni so nogometaši nogometnega kluba Dobrovce zamenjali tudi trenerja. Jerko se je poslovil, na njegovo mesto pa je sedel Zvonko Breber, širši nogometni javnosti dobro poznan. Včasih izvrsten nogometaš, ki je med drugim igral za Dinamo Zagreb, pa med leti 1972 in 1980 za Maribor. 214 nastopov je zbral za Mariborčane, dosegel tudi 30 zadetkov, tukaj pa po ponovljenem posnetku še zadnja akcija Videmčanov, tukaj ni šlo za prepovedan položaj. Morebiti je tukaj predaleč potegnil Luka Mesarič, lahko bi streljal iz prve. Kakorkoli, nov kot za goste. Tam sedaj nekaj biljarda v kazenskem prostoru, izbijajo pa domači. Dobro požrtovalno, nogometaši Dobrovc. Ni uspel Domen Klanšek kljub borbenosti, na koncu s prekrškom do žoge. Pa da zaključim prejšnjo misel, Zvonko Breber je potem po svojem skoraj da desetletju v Mariboru med leti 80 in 84 igral tudi za Graški Šturm, za njih zbral 122 nastopov. Preizkusil pa se tudi kot trener in sicer vodil mariborsko B ekipo, pa potem avstrijsko Flavio Solvo iz sosednje Lipnice. Kot rečeno pa v letošnjem letu pa je prevzel taktirko nogometnega kluba Dobrovce. Tam sedaj lepo preigravanje, krasno. Sebastian Krajnc, to da žoga je zletela mimo gola. Tam pa je sedaj grdo zgrešil žogo Luka Mesarič. Večji pritisk ustvarjajo gostje na polovici domačega moštva. Branijo se večino v teh uvodnih minutah domači nogometaši, ki so si sicer priborili en kot, sicer pa podjetnejši in nevarnejši gostje. Sedaj priložnost, nepazljiva bila obramba, to da proti gol avto je poletela žoga, mislim, da je za njo stekel Domen Klanšek, še so domači v napadu, še traja ta priložnost, Grandošek se bodi, poskušal je s predložkom, to da neuspešno. Pa ponovno Luka Mesarič, precej pri žogi, Luka Mesarič, sicer pa Sebastian Krajnc, kapetan pri gostih, nismo ga omenili.
Še enkrat lahko delo za Tiborja Baniča. Čuvarja mreže pri Vidmu. Poskušajo gostje po levi strani, hitro so bili zaustavljeni. Nekaj težav v športnem parku Dobrovce, tudi s travnato površino, kot lahko vidite. Vzdrževalci se poskušajo trudijo in spostaviti prejšnje stanje, ko je bila zelenica tukaj v zelo dobri, če ne že odlični kondiciji, toda plesen je napadla travnato površino in potrebnega bo precej truda, da povrnejo prejšnje stanje. Še traja napad domačih, zdaj je tam povsem na levo. Znova je Klanšek tisti, pa poizkus od daleč, močno, nenatančno, Jan Krivec. Tukaj poglejmo. Najprej podaja do Klanška. Tam je sicer odtekal Rok Lube, pa žoga nazaj do osmice Jana Krivca, ki pa je meril čez vrata. Bliže stopimo, bliže! Izbijanje v obrambi, pozoren Alen Planšek. In domači bodo metali iz avta. Dobro bloku pri tem predložku oziroma strelu. Planšek še enkrat in pozoren Tibor Banič. Skupaj, skupaj! Treba levo ali desno! Pomagaj tu! Grande! Javi se! Pusti! Pobaramo to! Ne gleda! Sedaj je domači po desni strani. Kaj spremembe v napadu, kar iz prve proti sredini, tudi tam ni bilo razen Klanška nobenega izmed domačih nogometašev. Sedaj Blagus s kombinacijo. Bomo na levo do Lubeja. Klanšek se je lepo tresel od dveh nogometašev Vidma, toda zdaj je morebiti želel preveč. Še enkrat zaustavlja Lubej. Lubej pri žogi. Lepo prekršek Mesariča, ki je bil nekoliko preoster v tem dvoboju. Tam je sedaj Vrbanič oziroma Grandoš je bil tisti, ki je izgubil žogo. Vrniti bo bilo potrebno žogo in ponovno odigrati tukaj, še pogledamo enkrat tole. Nedovoljeno posredovanje. Jagra. Žiga Zdovc. Torej, direktni strel na vrata, bolje rečeno preko vrat in nič kaj dosti dela za Tilna Ploja.
Tukaj se je morala oglasiti piščalka Denisa Halilovića, vsem pravilno. Predložek proti sredini. Pa pri žogi Grandašek, ki kombinira tam na desno s Štahelom. Zdaj lepo preigravanje, to da mislim, da je žoga že skoraj da pobegnila za golov črto. Licko, ne čakaj, ja, idi v prostor! Fanti, ne da žogo! Pred žogo! Krivi! Gost je preko Zdovca v napadu. Predložek na desno. Prenos igre. Tam je lepo sprejel sedaj Alen Planšek. Še bo poskušal tam sicer v bloku Lubej. Mesarič je uspel do žoge. Toda na koncu ponovno slabo za samem zaključku te akcije. Mesarič žoga ponovno mimo vrat. Krivi! Treba iti v skok, ali pa Grega! Stavi pa malo, nazaj! Gremo tu, skok! Pusti klen! Dopliraj tam! Jure, tu pomagaj! Pa iz avta Lubej. Zdaj kar nekaj vlečenja za dresto, brez piska glavnega sodnika Halilovića. Na drugi strani je ponovno Mesariču na leto, to da prekinje napad in izbija Tilen Ploj. Luka, proti golu idi, proti golu! Gost je iz avta. Jure, tu pri avtu pokliči si nekoga, da prije pred tebe, ne? Da dopliramo. Bliže, igralcu, bliže! Noter, Licko, Ponovno iz avta. Dolg met je bil to. Še bez prave priložnosti. Na obeh stranih mreže nekaj takšnih pol priložnosti smo videli. Zdaj je iz strani priložnost za uporabno žogo v kazenski prostor. Na drugo stran se je sedaj preselil Luka Mesarič, ki smo ga več videli na desni igralni polovici. Tokrat predložek iz leve. Ali si bodo pripravili kakšno bolj nevarno priložnost gostje. Tukaj poglejmo poizkus od izigrane in naštudirane akcije, ki pa se ni najbolje posrečil. So bili pripravljeni domači. Patrik Polanc nekoliko predolgim predložkom, sicer je tam krasno izbijal. Dobra podaja in kombinacija s Podbrežnikom. Pa neuporabno izbijanje na polovico gostov je bilo to strani domačih. Gozdnik s Planškom kombinirata, pa dolga žoga naprej
proti Mesariču. Mesariču je sicer uspel udariti to, da s 3 obrambnimi igralci domačih vendarle ni šlo. Ja, pa sprintu iti naprej. Kaj še ne, lepši. Štahel za domače iz avta. Zaenkrat še brez prave dinamike. Dokaj nepovezana igra na eni in drugi strani. Nekaj pol priložnosti, takšnih pol akcij bi lahko rekli. Zaenkrat sicer precej fair srečanje, tam nekaj lepega preigravanja. Sicer zdaj žoga pobegnila domačemu kot. Lahko pogledamo še enkrat. Renato Vrbanič je sprejel to žogo, pa potem lepo tule preigral. Tam se je odkrival Luka Mesarič v sredini v 5-metrskem prostoru. Pa nov kot za goste. Malce prenizka žoga bila to in brez težav bodo domači izbili. Še se bori Grandošek, ki je na koncu storil prekršek. Moral bi izbiti Grandošek žogo po tistem, ko si jo je dobro priboril pred svojim kazenskim prostorom. Zdaj pa Žiga Zdovc s predložkom. Zdovc v kazenski prostor in to bo nov udarec iz kota. Ponovno ni bilo nič iz priložnosti. Tukaj le poglejmo. Tokrat poizkus na prvo vratnico, to da tam so bili pazljivi domači. Mislim, da je celo bil to neposredni udarec na vrata. Se ni še zdaj strel z roba kazenskega prostora, mislim, na najlepši poizkus na tem srečanju. Tukaj le poglejmo predložek iz kota, potem pa mislim, da je bil prav Vrbanič tisti, ki je zaključil. Ostaje 0:0, 23 minuti prvega polčasa. Prehitra žoga za Lubeja. Grandošek na sredini, pa Lubej pri žogi. Natančna kombinacija z Lubejem. Izgubili so domači žogo. Anšek bo metal iz avta zdaj, ker pridobil nekaj metrov, tako je pravilno ga je Halilović vrnil nazaj.
priložnost za goste, zdaj je nekoliko bolj razrečena obramba domačih, to da še en v nizu slabih zaključkov. Milen, pazi na te diagonale. Ponudi se, no. Tam je Vrbanič vrnil žogo na robo kazenskega prostora, to da potem slab zaključek gostov. In tako ostaja 0-0. Visoko dvignjena noga pri zadnjem posredovanju. Zdaj so lepo raztegnili v obrambi igro domači, nekoliko stopili na žogo in omerili. Goste pa lepo preigravanje, krasna dvojna podaja, to da s prekrškom zaustavljeni domači. Štahel je dobil udarec po nogi. Pa Jager. Naprej proti Polancu, Polanc ni uspel do uporabne žoge. In izvad oziroma s predložkom Manič. Vrbanič, ponovno zaustavljeni gostje, Isarič ni uspel do žoge. Blagus. Dolnišek podaja naprej. Proti Klanšku ni uspela. Ponovno poizkus dolgega predložka, tam Renato Vrbanič uspe priti do žoge, toda zastavili so ga domači obrambni nogometaši, gol out in žogo bo v igro ponovno poslal Tilen Ploj. Štahel, pa Jager, tam se bori tudi Polanc na robu igrišča, pa Jager zdaj v kombinaciji še vedno ima domači žogo. To bi lahko sedaj bila nevarna priložnost, tam v sredini se odkriva Grandošek, to da ni ga videl.
Dičko, postavi se poleg njega, prosim. 30. minuta se izteka. Počasi v prvem delu. Rezultat zaenkrat še 0-0, nekaj po priložnosti smo lahko videli, še brez pravih strelov v okvir vrat na eni in drugi strani. Videmčani so jih sprožili nekaj čez vrata domačega vratarja Tilna Ploja. Sicer pa precej nepovezane igre danes na obeh straneh. Zdaj je tam lepo videl Podbrežnika, žogo mu je potisnil Grandešek, to da znova nič iz zaključka te akcije. Dobimo skok, daj. Sedaj strel, to da z roba kazenskega prostora videl je Bandić, da bo žoga zletela mimo vrat. Grandešek je to sprožil. Ko pogledamo še enkrat. Tokrat lep prenos igre na drugo stran. Sam je ostal tukaj Nejc Grandešek in sprožil to, da preslabo, premalo natančno. Kot kaže, pa se je nekdo od Videmčanov dotaknil te žoge, to je nov kot. Nevarno je zdaj tam pred vrati. Izbijajo gostje, še enkrat Lubej proti vratom, to da lovi Borbanič. Videmčani ponovno počasi začenjajo. Idi šprinto, idi šprinto. Sedaj Renato Mesarič oziroma Luka Mesarič s strelom. Tokrat žoga v okvir. Uspel izbiti Tilen Ploj. Tam pa sedaj prekršek na sredini igrišča. Slabo se je končalo tole preigravanje za domače. Za goste domači zdaj s priložnostjo, tam je sprožil Elvino Podbrežnik. Tukaj poglejmo, tam so uspeli odzeti žogo, Klanšek je podal, Podbrežnik pa iz roba kazenskega prostora sprožil na vrata gostov, to da ostaja 0-0. Pardon, Elvino. Ponuji se Matico. Ponuji se Matico. Ajde, Matic. Daj. Vrnjena žoga nazaj.
domačemu vratarju, ki tako izbija proti sredini. Imeti z avta za goste. Kombinacij zdaj tam v poskusih napada. V uspešnih obrambnih nalogah ponovno domače moštvo. Sedaj lepo sprejeta žoga. Tam še vedno domači v akciji, ni bilo zaključnega strela zaenkrat na vrata. Pa Polanc s predložkom. Tam je sedaj zgrešil Banič tole žogo in skoraj da so se domači znašli v lepi priložnosti. Vse skupaj jih je presenetilo v kazenskem prostoru, ta izpuščena žoga Baniča. Glej žogo, gledamo žogo, ajde. Gledamo jo. Prva. Zanesljivo izbijal avt Žan Planšek. Brezkompromisno. Bolje kot kakšna podjetna akcija domačih. Še! Ajde, Renato! Prva! Žan, oceni to, Žan! En korak nazaj, pa je mač! Bravo, Krešo! Ta čas! Zdaj ponovno Tilen Ploj, ki bo daleč poslal to žogo na polovico gostov. Zdaj si bo katera izmed ekip uspela pripraviti kakšno podjetnejšo priložnost. Znova piščovka Denisa Haliloviča. Misarič iz težkega položaja s predložkom. Zdaj napad preko Klanška. Še vedno Klanšek pri žogi, pa krasno utekanje Lubeja. Lubej sprožil, vratnica rešuje domače, rešuje goste. Se opravičujem, tukaj poglejmo, krasna priložnost je bila to. Tam pa je zaključila sedmica, kapetan moštva Rok Lubej in gostje so bili prvič v večjih težavah. Rešila jih je vratnica, še vedno domači v naletu. Jan Krivec. Pa Grandošek v kombinaciji z Štahel. Sedaj pobegnila žoga Patriku Polancu. Z avta začenjajo gostje. Zdaj pa ukradena žoga. Tule je predložek, nevarno je ponovno pred vrati, izbija gostujoči vratar Banič. Zdaj so pritisnili domači pravkar zapored dve akciji v
38 in 39 minuti. Še vedno držijo pritisk Jager. Domači ustvarja pritisk, da se je krasno tam obrnil. Jager pušča prednost in tukaj je 1-0. Res lepa akcija in Elvino Podbrežnik v 40 minuti z eksekucijo za 1-0. Verjamem, da bomo to videli tudi v ponovljenem posnetku. To je bila krasna akcija v domačem moštvu, ki jo je začel Jager. Tule poglejmo, se je obrnil Jager, sodnik je tukaj pustil prednost, potem pa odlična žoga Jana Krivca do Podbrežnika, ki je zabil iz sredine kazenskega prostora in nogometaši Dobrovc tako vodijo v 41 minuti, prav pred zaključkom prvega dela igre z 1-0. Mesavič poizkuša po desni strani, sedaj akrobatski skok Mesaviča. Še vedno žoga za Videmčane. Tokrat na mestu Tilen Ploj, čakal sem, kako se bo končala tale akcija. Tam sicer precej oster predložek Mesaviča, a na koncu brez večjega dela za domačega vratarja. Žoga je bila v avtu. Klanško je pobegnila. Planšek iz avta. Cafuta. Potem Krajnc. Vsem na levo. Znova Krajnc. Obrni drugo stran. Obrni na Tilena. Ne. Kapitan Lubej bo zdaj poslal tole žogo. Proti sredini. Tako iz prve domači, mislim, da Štahel tule je poslal žogo v sredino. Pozorni so bili gostje, ki zdaj zaostajajo za gol in bodo morali dodati nekaj svoji igri, če se želijo vrniti v boj za vse 3 pridobljene točke. Zdaj strelj z roba kazenskega prostora. Dobro so tole sprožili domači, prav nepričakovano na vrata Tiborja Baniča. Še sem mislil, da bodo potegnili in uspeli s kakšno bolj izigrano akcijo. To, da sprožili so tam kar z roba kazenskega prostora, pa na drugi strani zdaj prekršek in priložno bo to za Videm. Tudi prvi rumeni karton na današnjem srečanju. Jager si ga je prislužil. Tule poglejmo tole akcijo najprej domačih. Žoga mislim sicer, da bi izletela preko vrat, na drugi strani pa potem prekršek za rumeni karton v 44 minuti. Si ga je prislužil Aljaž Jager. Tu smo lahko videli še ta prekršek in gost je zdaj z udarcem, to da živi zid zaostavlja
strel Matica Franka Ličine. Nekaj borbe na sredini igrišča in v tem trenutku brez kakšnega posebnega podaljška Denis Halilović piska zaključek prvega dela igre. Tu še nekaj najlepših potez iz prvega polčasa. Tule ta zadetek domačih za 1-0 in nadejamo se lahko odličnega nadaljevanja tudi v drugem polčasu.